Nekateri mediji so že poročali o tem, da bo slovenjgraška bolnišnica pridobila urgentni center. Mimoidoči ste bržkone že opazili napredek v gradnji, no na vse odgovore pa mi odgovarjal direktor slovenjgraške bolnišnice, gospod Janez Lavre. Torej, kakšne so najnovejše informacije glede urgentnega bloka? Kar se tiče izgradnje urgentnega centra, kot sem povedal, je bil izbran ponudnik, ki je bil najprimernejši. To je GH Holding. Taka odločitev je bila posredovana tudi na Ministrstvo za zdravje in nekako po 3 tednih je potem ministrica podpisala sklep o izbiri in ga posredovala vsem, ki so oddali ponudbe. Drugače so bili 3, tako da sedaj čakamo na pravnomočnost tega sklepa oziroma eventualno, če bo kateri neizbranih vložil revizijo. Torej, urgentni blok bo umeščen v pritličje otroškega oddelka. Na zadnji novinarski konferenci smo že lahko slišali, da nekako ni najboljši prostor, ampak vendarle v tem trenutku najbolj primeren. Ja, glede na projekte, ki smo jih naredili leta 2006 in 2007, je urgentni center lociran drugje, vendar po odločitvi lastnika oziroma ustanovitelja splošne bolnišnice in lastnika vseh nepremičnin Ministrstva za zdravje se je minister Gantar v letu 2012 odločil, da bi to zgradili oziroma umestili v objekt C, kar smo po prijetem ustreznem sklepu tudi sprojektirali in žal kar nekaj časa čakali, da se je izdal sklep o pričetku postopkov za izbiro izvajalca. Umeščen bo v pritličje otroškega oddelka in pa del urgentnega centra z 2 operacijskima bo v drugem nadstropju v centralnem operacijskem bloku. Še drži informacija, da bo urgentni blok, torej center, odprt konec tega leta? Kar se tiče gradbenih del, bojo končana nekje septembra, kar pa se tiče izbire opreme, pa me že rahlo skrbi, ker sklepa za pričetek postopkov še ni, niti ni odločitve, ali bomo to lahko peljali sami, tako kot izbiro izvajalca, tako da tu bi bil pravi naslov Ministrstvo za zdravje. Kaj potrjuje k temu, da sklepa za začetek torej še ni? To pa žal ne vem, verjetno lahko tudi, ker je ministrstvo brez vodstva. Kot vemo, ministrica je po mesecu dni odstopila, tako da to so nevarne zadeve in resne zadeve zaradi koriščenja evropskih sredstev, ker se lahko zgodi, da jih ne bomo mogli izkoristiti. Koliko bo torej ta urgentni center stal, torej sama postavitev in nazadnje, koliko stane oprema konkretno tista, ki služi v urgentnem centru? Gradbenih del in teh inštalacij je za okrog 2,2 milijona evrov po projektantski oceni, potem še okrog 3 milijone opreme, tako da vse skupaj 4,9 z DDV oziroma 5,6 milijona z DDV komplet vse. Torej z opremo, z izgradnjo. Tako. Pri tem je nekaj sredstev Ministrstva za zdravje, nekaj majhnih sredstev bolnišnice, v večini za 90% pa gre za sredstva Evropskega kohezijskega sklada. Če se za trenutek vrnemo nazaj na ta sklep, ste torej pisali kakšno pismo ali karkoli, da nekako pospešite? Ja, mi praktično vsak teden sporočamo na ministrstvo in naslavljamo na ministrstvo dopise tistim, ki so še v pisarnah, da jih prosimo, da se zadeve pospešijo in da se končno odločijo, kakšen sklep oziroma kakšno stališče bo ministrstvo zavzelo, ali gre v skupno javno naročilo ali pa bo pooblastilo dalo posameznim bolnišnicam do končne izbire, kot vemo, končno izbiro tako opravi minister.